Živijo! Danes pa dobimo obiske iz Gorenjske in sicer se bo z vlakom iz Bleda v Novo Gorico pripeljal kolega Srečko. Jaz pa ga bom odpeljal na en krasen kolesarski izlet v Goriška Brda in vse gor do Čedada. Vreme je tako precej oblačno, ampak je prijetno toplo, 21 stopinj Celzija, že jutri pride dež in ohladitve, tako da je to letos verjetno zadnji dan, ko gremo lahko na kolo še v kratkih rokavih. Zdaj pa se najprej zapeljem do železniške postaje, da pričakam svojega današnjega sopotnika. Živijo! Evo, sva že na poti, sam da se spravimo ven iz te gneče v Gorici, potem greva pa takoj v Goriška Brda, ampak za začetek naredimo najprej en čudovit vzpon mimo Oslavja na Števerjan. Tle gor proti Števerjanu je tak lep nežen vzpon s pogledom na Novo Gorico in že po parih minutah pridemo do Oslavja. Tukaj je en tak večji spomenik iz Prve svetovne vojne, oziroma gre za kostnico. Naredimo tukaj samo en krog, tako za eno fotko. Naprej proti Števerjanu. Števerjan, za tiste, ki ne veste, je najbolj slovenska občina v Italiji in sicer je kar 85% prebivalcev Slovencev. Evo, pa smo na vrhu Števerjana, na trgu. Tukaj je ena lepa cerkvica in pa spomenik. Zraven imate pa tudi vodni vir. Zdaj pa se samo spustimo dol, prečkamo mejo nazaj v Slovenijo, takoj čez mejo sva prišla na Hum, potem se pa kar drživa glavne ceste čez naselja Kojsko, Gonjače, Šmartno proti Dobrovem. Tukaj v Gonjačah na zidu je zanimiv napis Vsak patk disko, ki vztraja že vsaj 40 let, lahko tudi več. Nanaša se na diskoteko, ki je včasih delala tukaj ob petkih. Naslednja vas je pa Šmartno, kjer bova naredila en krog skozi center. Čudovita, lepa, ohranjena srednjeveška vasica, precej vinarjev, tudi kakšne dobrote lahko probate. Jaz bi rekel obvezen postanek. Ni pa moj namen, da vam zdaj kažem točno pot, po kateri greva. Link od moje strave bom tako kot zmeraj dal od spodaj v opis videa. No, Šmartno, kdor ne pozna, obvezen postanek, vam bom prav na hitro pokazal, kako izgleda. Saj vidite tudi sami, zmeraj je ogromno turistov tukaj. Take lepe, ozke uličice. Se splača narediti en krog, pa probati mogoče kozarc vina in kakšno kocko sira. Ja. Spustila sva se v Dobrovo in bova pot nadaljevala mimo vinske kleti naprej proti italijanski meji. Tukaj pri tej vinski kleti se pa konča maraton češenj, če kdo pozna in če je kdo že vozil. S tem smo v glavnem tudi zaključila z največjimi vzponi za danes. Ostanejo potem večinoma še te ravnine po Furlaniji, Julijski krajini. Evo, po parih kilometrih je že spet meja. Oj. Čau, Vlasta. Kako gre? Če slučajno srečali še z našo soprogo, ki je šla svoj krog, ampak je rekla, da je tudi bila v Čedadu. Ja. Tako da moramo iti obvezno pogledati. Je kaj snega gor? Ja, še. Enako vreme, povsod super je, ta prava temperatura, nobenega vetra, prav čudovito. Vsake toliko časa se sonček pokaže. Ja. Je prav super. Nadaljujeva pot proti Čedadu. Moja soproga gre zdaj že proti domu, ona je s lepšim opravila. Nas pa vse to, ta najbolj fajn, še čaka.
A pa vidiš, vsake toliko se res malo sonce pokaže, tako da je prav super vožnja. Sva pa lih ugotavljala, kako so se te italijanske kraji vsi med sabo popolnoma enaki. Take barvite hiše ob cesti. Zdaj imava še par kilometrov, se prebijeva po tem koščku glavne ceste do Čedada in si prvoščva tam eno kofe. Ne vem, kaj je to danes, neka sobota čudna v Italiji. Ogromno prometa, ljudje so živčni, nimam pojma. Tako da midva takoj iz Čedada nazaj ven na Stransko in se ne pokaževa več ven na te glavne prometnice. Tako, zdaj sva se ustavila tukaj v Čedadu za eno kavo. Imava 48 km, slabih 40 je pa nazaj do Gorice. Lei. Prego. Prego. Andiamo še. Na poti ven iz Čedada sva prečkala Hudičev most. To je most čez reko Nadižo, ki teče vse od Kobarida pa dol do Jadranskega morja. In tle en tak lep razgled na mestece. Zapuščava Čedad, malo sije sonce, malo rosi, ljudje so živčni, v glavnem prav en super izlet imamo. Evo, če pogledate moja očala, se točno vidi, da prihaja jesen in z njo deževje. Nekaj kapelc imamo, ampak zaenkrat je cesta še suha, tako da izkoristimo za vožnjo, da pridemo čim bližje domu. Na hitro se ustavimo, ker je tukaj en vodni vir, dotočimo vodo, pa lepo naprej. Tle dol naravnost na jug vidim, da se ta oblak konča, tako da potegneva hitro teh par kilometrov, ker po moje dol nižje je že sončno. Evo, in tako, ko sem rekel, kar naenkrat konec oblaka, posijalo je sonce, cesta je pa spet suha. Očitno je ta veter potisnil nek oblak gor proti Čedadu, lih toliko, da nas je zmočilo. Evo, lej, tle za zaključek sem se pa odločil, da zapeljeva na eno totalno stransko cesto, ker zdaj, če pa tukaj pride avto, bomo pa se stopila dol s koles in šla peš domov, ker to, kar je bilo danes, je bilo pa neverjetno. V glavnem tukaj sva tle že na tem prevalu, ogromno takih kolesarskih poti, vse prepredeno, taka močvirnata polja, zatočišče za ogromno vrst ptic in tukaj v tem prijetnem okolju počasi pluživa proti Gorici. Ja, sama ravnina. Ja, to tukaj pa moram reči, prav super vožnja po teh stezicah, brez vsega prometa. Samo eno žensko sva srečala, če ne pa ni bilo žive duše in tako sva se uspela približati cilju na 10 km. Tukaj tik pred zaključkom pa še ena zanimivost, to je cerkvica San Rocco oziroma Sveti Rok, ena najmanjših cerkvic na svetu in še dan danes v njej potekajo obredi v času Velike noči in pa avgusta. Ja, Velika noč pa Veliko Gospo. Evo, tako, prav super lep sobotni izlet sva imela, malo več prometa tudi na stranskih cestah, nekaj dežja, ampak to nam ni vzelo izleta proč. V glavnem, jaz bi tudi vam zaželil srečno vožnjo, čim več lepih kilometrov, kjerkoli že boste. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau. Čau, super je bilo. Hvala.